Tara, pripeljala si se z motorjem, ki sliši na ime Upornik. Ja. Pa tudi, če pogledajo tvoje objave na družbenih omrežjih, dostikrat v bistvu deluješ tako kot ena današnja Janis Joplin. Rečemo taka malo uporniška. To je pa kar kompliment. Ampak kakšno sporočilo odzadaj? V bistvu nič kaj toliko posebnega. Jaz sem pač odraščala kot tomboy, tako se reče, na vasi, Okay. na Bohinjsk Bel. Tam smo plezali po drevesih, igrali se z avtomobilčki, seveda pogledovali proti motorjem, ki so se peljali mimo. Večinoma s fanti sem se družila in po mojem to ostane. Ne? Tudi z mopedi vozila okrog? Joj, to bi se rada, pa me niso obstili. Zakaj ne? Ja, zato, ker sem bila punca. Ne? Ja, in kam zdaj to veze? Ja, zdaj mene več. Moj dedi imel enega AP1 v tisti lopi na vrtu. Ja. Takole gor ga imel, rdeč je bil in sem skozi hodila pogledovat. Pa se Bi gor pa jaz razsedla. malo. Tako da, ampak ne, nisem imela te sreče takrat. Tako da čez veliko let potem sem si to vzela, potem to pravico sama. Kaj je to zdaj, ne vem, bilo tudi uporništvo, da zdaj bom pa jaz moškim pokazala, jaz tudi znam, ali kako je s tem? Ne, v bistvu ne. V bistvu je bila taka neka, mogoče neka ljubezen, ki se je dejansko iz otroštva vlekla naprej. Ne. Jaz se spomnim, da vsakič, ko sem šla čez, ne vem, čez kakšno parkirišče, pa so bili avti, pa je bil na koncu motor, sem se vedno tam ustavila, pa malo pogledala. Pač ne vem, iz nekega zanimanja. Mami moja je tudi zelo rada imela motorje, MotoGP se mi zdi se je skozi gledal, tako nekako sem mogoče odraščala v tem in to ti tako nekako v podzavesti po mojem ostane. Sprašujem zato, ker v bistvu dostikrat je ženska odzad, ne, na ta zadnjem zicu. Tudi jaz sem bila. Pa mi ratali pa res dolg čas. Kaj, zato ker nisi zaupala, da Ne. v redu položa, kako? Spotla bolj nagnete, kaj? Veš, koliko je zelo pomembno tudi za sovoznik, ne, da se ne nagne v napačno smer. To je res, ampak računam, da si to znala, ne? To sem znala. Ampak ja, seveda ta neka želja, ne, da bi pač jaz dejansko vozila, da bi se odpeljala na morje, to je pač bila tako močna, da sem pa rekla nič. Med korono sem se naučila vse tiste teste in potem Ampak vrtam na to, a je še vedno ta tako moški šovinizem pri motorjih v bistvu prisoten danes? Koliko je tega? Kako in kaj v bistvu? Kako gledajo na te kot ženske? Ma ja, je malo. Tudi mogoče to neko mišljenje, ne, da če ima pa ženska rada motorje je pa avtomatsko neka možača, pa ne zna biti elegantna, pa ni ženstvena. In to se jaz res ne strinjam. Dokazala, ne? Ja, recimo. Ampak bi rada tudi druge spodbudila v to, ne? Zato ker veliko punc, ki jaz poznam, ki jim je to všeč, pa noče v to, zato da bi jih označili za mogoče nekaj drugega. Ne? Pa mi je tako pa brez veze, sej danes je pa res že čisto vse možno, sej si delimo in poklice vsi in delamo že vsi in motorizem ne bi smel biti nobena izjema. Ne? Ampak je pa res, ja, da pač imajo moški mnenje, da po mojem, ženske nimamo kaj delati v motorizmu. Tudi zato, ker bi radi imeli frejčas zase. Mogoče, veš, na to nisem pomislila. Čeprav ne, se to tudi ful spreminja. Pa tudi tako, meni je všeč predvsem, ko najdeš neke nove ljudi, pa ko se zaznamo, da imamo radi motorje, se pa samo o tem pogovarjamo. In to je v bistvu tudi neko spletanje nekih novih prijateljstev, neke novih konekšnjev, ki se zgodijo v bistvu sem prek te tematike. Ne. Ampak so to večinoma moški. Ne. Ampak še malo bom vrtel. Zato, ker v bistvu dostikrat se pozna, da pri motorjih je tista zelo hitro pride do tekmovalnosti. Ne? In ta tekmovalnost v bistvu, če prije še ena ženska, pa še da pokaže, da boš nagne, ne, je pa potem lahko prije do kakšnih problemov. Mislim, po mojem, da ja, ne, ker tle pa podžge, ego se še bolj podžge, ne, definitivno. Ampak dobro, jaz mogoče nimam toliko teh izkušenj, ker nisem bila v taki družbi pretirano tekmovalni. Tudi jaz sama nisem, ne maram toliko hitrosti, pa tega adrenalina res, pa jaz rečem temu polagalk, ne, ker res na nos. Jaz sem pač bolj landscape driver, rečem, malo okoli zjam, pa tako.
to meni bolj paše. Tle so na isti valovni, mene tudi. No, super. No, pa razumeš, ne, da tle z mano tekmovati pač ne, ker tudi, ne vem, tudi nimam dovolj znanja motorističnega, bom tako rekla, da bi se lahko kaj tazga šla na Kako si cesti. pa priznaš to, da pač nimaš dovolj znanja? Ker to je tudi nekaj, kar v bistvu motoristi, ki je težko priznati, ki je ga premočen. To je tako, kot pri vsaki stvari, ne? Kilometri in praksa ti pač dajo mogoče tudi tisto samozavest in dejansko tudi znanje. Različne situacije na cesti ti pač tudi veliko dajo. In če ti ne voziš dovolj, je tega premalo. In jaz mislim, da jaz vozim premalo in tudi da premalo obvladam neke tehnike, ki bi jih v bistvu lahko zvežbala malo bolj. Tako da to je v bistvu moj letošnji plan. Ampak kako pa v bistvu, ker jaz imam pa tudi občutek, da več, ko vozim, tudi bolj vem, da ne znam. Ne? To je pa še ena. To pa je tudi tisto, kar moraš. V bistvu, je zato, ker pol si... Mislim, jaz saj pri sebi vidim, ne? Več se vozim, bolj sem sigurna, hitrejš grem, recimo, več si upam. Ja. In potem tle vidiš, ko prideš v neko situacijo, ki iz nje ven, se pa mogoče ne znaš toliko dobro rešiti, mislim. To že, ampak več, ko voziš, tudi priješ do te situacije, da te situacije tudi streznejo. Tako, da v bistvu veš, da zdaj sem pa na tisti točki, ki se moram staviti. Si že prišla do tega, mislim? Aha, da sem šla predaleč z hitrostjo. Sreči, da se ni nič zgodilo, ampak v bistvu nekaj, kar te je dejansko... Ja, sem že bila v situaciji, ja. Pa je fejs zadelo? Mislim, malo te strezne, ne. Malo si tako, dej, pazi nase, ne. V bistvu me je ena situacija, pa, ki je bila v bistvu čisto povezana z nekim delom. Sem snemala nekaj na Sardini in tam v bistvu sem imela nek motor, ki je bil res prevelik in pretežek zame in jaz nisem imela dovolj izkušenj z njim. Ne. In sicer so bili pogoji res nemogoči, 40 stopinj, polna oprema, tak klanc, mislim, ni da ni, tam je bilo vse narobe. Ja, vse je bilo narobe. Ampak tam sem se v bistvu zavedla, itak sem naredila napako, vem, da je bila moja. Ampak, ko sem letela, tam me je tako zasukal, mi je res se cel življenje odvrtel in sem si rekla, Tara, pa dej, pazi malo no, na sebe in tudi ne jeti v neke stvari čisto samo zato, da greš. Tako sem se zbrala, pobrala, odvozila še 3 dni in je bilo vse okej, no. Ampak nisem pozabila tega in dolg tega nam pozabila. Pa je kakšen strah bil prisoten, ena fobija, da te je držalo nazaj? Pismo, pol sem kar... Takoj začela voziti, ne? Takoj si sem mogla, ne? To je bilo tako. Vse to je bilo tista dobra stvar, ne? Ja, tako da, je prav, da nas včasih kaj resetira, zato ker nam to reje življenje. Rekla si, da imaš za letos plan, da svoje vozniške veščine izpopolniš. Kakšen je zdaj ta plan? Kako bo se lotila tega? To je plan, da grem zdaj malo na makadam. Se pravi v enduro segment, v bistvu bolj v ta adventure. In najprej grem v bistvu na poligon za cel dan, kjer me bodo v bistvu naučili vseh veščin, ne, kako je to na terenu, ki ni tako lahek. Tudi motor je drugačen, ne, vse stvari se nekako tle spremenijo. Ampak mislim, da mi bo to dalo tudi velikega znanja tudi za na cesto. Kaj si obetaš konkretno? Konkretno si obetam, da bom verjetno na začetku malo padala, da bo šlo vse tako lahko, ampak tudi padati je treba znati. Se strinjam. Tako da to. Kaj tu treniraš te padce? Te leve skoke pa te fore? Greš kaj v telovadnico to odprovati, ne? Ne. Zato, ker kadar sem padla, sem super znala odskočiti od motorja, motor pustila in skočila. Tako da očitno imam to nek vseb, da pustim se skočiti, če se razbije. Se pravi, ni levi skok, ampak levini skok. Tako nekako, ja. Več sreče, kot pameti, ti povem. Ampak dobro, tako je. Ja, nič, to pa neko novo doživetje, tudi v bistvu menjavanje okolja, ne, iz ceste v bistvu v naravo. Ker pa itak je meni bolj pri srcu. No. Tako, pa verjetno bom zvežbala kakšne mišice. Sam enduro motori so doskrat visoki, pa veliki. So, ja. So kako visoki. Pa se bo soočila s tem? To je tudi en strah, ki ga imam. Ampak sem videla že
manjše ljudi od sebe, ki so vozili veliko višje motorje, pa jim je šlo, kakor da ni nič. Tako da spet tehnika. Ok. Ne, se je v redu. Super, se bi lahko vežbala tudi v bistvu na cesti. Ja, tudi, ampak se pravi, tlej v bistvu nek ta del tega menjave okolja, tečaja, cel nek ta segment me je zmer zanimal, zmer me je mikal. Tudi ti motorji so mi blazno všeč, tako pač so mi res všeč. Ok, razumem. In ja, to je v bistvu neka taka moja želja, ki jo bom zdaj združila vse skupaj v paket, pa da vidimo, kaj bo z tega. Se pravi, dosti je bilo usne, zdaj treba Gore-Tex. Pa malo Gore-Tex, pa malo pisan, veš, kole sem samo črn, nisem jaz črn človek, jaz sem pisan človek. Ok, razumem. Nisem te prepričala, dobro. Ne, v redu sam, to je neka nova niša, ne, zdaj, ki Ja, ti si vendarle imela v bistvu, se pravi, Janis Joplin stil, pa to tako tudi malo podniško Vse to ne bom, to bo ostalo, to sem jaz. Aha, se pravi, sam dodajaš. Ta indijanski šik rock'n'roll, kakor mu jaz pravim, ostaja, ker to je pač, ali to imaš v duši ali nimaš, a ne, veš, moj prvi motor in še vedno sanjski motor, ki sem samo znala, samo da je prva dol, a veš, nič še nisem imela spita, je bil Sportster, ne, Harley, to je totalen čopar, ne. Ja, se vem, samo je malo trd, ne, ni tako. Ja, ne. Ampak pač ta rock'n'roll v tem smislu gre zelo s tem in to je meni všeč, meni je to pač. Ja, kaj pa pol tista Vespa? A ja, to Vespa je pa čakaj, to je pa Italian vibe, style. Ne, gre pa pač super z mojim dizajnom, pa z mojo varišano. Je pa zelo, zelo barvita. Itak je Vespa malo, recimo, pač je drugačen motorček, je res za čisto druge namene in je lahko malo special, lahko je malo drugačen. Lahko je res samo za šmekata, kako bi temu rekla. A to zdaj pomeni v bistvu, da Vespa je bolj za ustvarjati, tako v bistvu kreativa in tako naprej, motor je pa za voziti, ali kako je s tem? Vespa je za na kufe, tamle, ne, lepo, pa da lase plapolajo, pa da še vseeno lahko lepo naštimaš. Motor je pa tako malo za spihati, mogoče kakšne notranje travme, za razmisliti malo. Mislim, to vrtam zato, ker v bistvu sem dobil bolj občutek, da imaš motor ne za vsakdanje upravke, ampak da imaš za pobeg. Ja, bolj. Tudi motor je meni, kaj meni v bistvu res navdušil, da je to edini prostor, kjer sem jaz dejansko v momentu. Ne, se pravi, prostor in čas se združita v en moment, ne. In sorry. Bomo zrezali. Ali sem dala prepotih, očitno nisem. Dobro? Ok, ponovim tole. Ja. Se pravi, motor ti pomeni, da si ti v enem momentu. Se pravi, ja, kar mene pri motorju res navdušuje, je to, da sem dejansko prisotna v momentu. Tudi če se ti pelješ skozi prostor in čas, te prisili oziroma moraš ti biti tam. Sej misli grejo, pač seveda veliko razmišljam pač o tej vožnji, to je meni neka taka terapija, ampak je to res, tam v bistvu si dejansko moment, zaznavaš, še ta čut vonja se ti zraven odpre, ker recimo v avtu tega ni. Zdaj sem sicer od avta, ampak ok. No, a vidiš, spet je dobro, da greš v hostel kdaj. Ok. Ne, pač ja, ko zavijaš na kakšne te stranske ceste, ki drugače z avtom ne bi šel, ne, pa najdeš v bistvu kakšne take kotičke, ki so tako, wow, ne, ker jaz sem velika, kaj vse imamo mi tle, sploh ne bi šla sem, ne bi tle zavila, pa zaviješ, ne. To si zdaj sicer povedala prepovedane besede, ne? Zato, ker v bistvu dostikrat motoristi, enduro motoristi grejo tudi tja, kamor ne bi smeli. A ja, ne, zdaj sem mislila s cesto, se pravi, da greš ti po nekih vasicah, se pravi, ne greš tam, kjer je najhitrejša pot, po avtocestam, pa greš pač, ne, dobro, sem tudi navezal motor ali pa avto, se tudi z avtom, samo očitno ne greš. No, me zanima, kako greš z avto po stranskih poteh. Verjamem, da nisem merila, ampak ja, pri meni je to tisti gušt glavni. Ja, ampak se mi zdi, da dejansko tudi z avtomobilom lahko te zadeve uživaš. Ampak predvsem prej si rekla, da si skozi v momentu, da si sfokusirana na motorju. Se v avtu moraš biti lahko fokusiran.
tudi, ja, tam smo že malo golfamo, ne. Vse ni okej, vse vem, pač, ampak glej, to je realnost, ne. A veš, tam imamo tudi prostoročno telefoniranje, pa veš, kako je, ker enkrat samo ugotoviš, da si čez 10 km kaj. Hvala Bogu, na motorju tega nimamo. Oziroma, eni imajo že tudi to. Še von si omenila. Kar pomeni, da se mora dotakniti tudi električnih motorjev. No, kakšno je tvoje mnenje o tem? Tukaj se bom držala uporniškega, prva dol gas, pa tudi z vonjem povezan, malo vonj bencina. Ker? Pa zvok. Auspuha. Okay. Nekaterim si se kdaj že tudi spekla, ne? Itak. To je neka izkušnja, ki mora biti celovita. Ne vem, mogoče sem tle majhen, kako preko temu. Ne, sej, po eni strani pa še old school, ne vem. To že, ampak mogoče itak pa še k temu, da imaš motor za pobeg, ne pa toliko za vsak dan, za take zadeve. Ja, tako. Tako da iz tega vidika se pije voda. Pije, je pa res, da rekla si prva dol, ne pa gas, ne pa to. Kaj pa pol zdaj avtomatiki? Ja, no, to je pa zdaj Italija, tlele gospodična. Jaz sem se usedla, pa sem klopko iskala, ne. Pač meni je to mislim, seveda je to zdaj ful simple vse, ne. Sam jaz kar pogrešam to. Ampak ker sem pač itak, tako smo se naučili in okej, iz tega na avtomatik, kaj pa nazaj? Nazaj pa obup, ja. A veš, to je tako kot avto, ne. Čeprav tam smo bolj tam drugačne furamo avto, dlje ga vozimo, ne, tlej samo sezona, ne, in ti vmes v bistvu pol leta ne voziš in rataš trd. Dobro, pa se lahko kupaš v bistvu zato, ker je zdaj moderno retro motorje, ne? Se ni treba novega imeti, ne? Ne, no, absolutno, ja. A tudi bi kaj šraufala? Če bi kaj šraufala. Ne vem, če imam cajt se še s tem ukvarjati. Kaj pa zanimanja? Mislim, mene zelo zanimajo te predelave motorjev, to mi je res bilo vedno toliko privlačno. To zaradi tega, ker si dizajnerka? Mogoče, ja. Se spomnim še, ker so, ne vem, če to še obstaja na teh Discoveryjih, ker so Airbrush pa to, ker so v bistvu res delali, vse obstaja. Nisem že zelo dolgo gledala tega, ampak kot otrok, mislim, še ful nazaj, mi je bilo to grozno fascinantno. Tako. Kaj se da narediti, ne. Tudi ta niša je zelo zanimiva. Tudi v Sloveniji se mi zdi, da to kar gre, no. So kar ene par takih, ki to dobro delajo in ja, to je absolutno, to pa je tisti gušt, ne. Tak motor bi recimo imela sredi dnevne enkrat. Tako, enkrat. Okej. Okej, greva zdaj še na to, kaj dejansko ti opažaš na cesti. Rekla si, fokusirana si sam na vožnjo, vidiš tudi druge motoriste, vidiš to, kakšne napake dejansko ti zaznavaš. Mislim, jaz se na cesti bojim bolj drugih, ker se mi zdi, da nas res ne vidijo, ne. In tudi jaz, kot vozim avto, sem res zelo pozorna, ker sem pač itak tudi v drugi vlogi, ampak tudi jaz dostikrat se opazim, da tudi jaz, ne moment, ko me kdo preseneti, ne, in tle, to je kar tako malo strašljivo, no. Ampak zdaj, ko čim pride do tega debate, motoristi niso dovolj vidni in tako naprej, vedno tisti zapreseženi avtomobilisti rečejo, ja, pa motorist gre prehiter. Da če bi on vozil tako, kot je treba, ne, da potem itak ne bi bilo teh težav. No, in če se čisto strinjam s tem. Se jaz tudi ne čisto. Ker zdaj pomislim nase, a ne. Pa če res ne divjam, pa se mi to zgodi, a ne. Pač se mi zdi, da itak vsak pas najprej nase. Meni je to jasno, a ne. Tudi ti, ki si toliko v bistvu izpostavljen, a ne, nimaš nič okoli sebe, itak imaš nek tak notranji čut, da moraš ti veliko bolj paziti, tudi, ne, okolico veliko bolj spremljati in vse. Ampak tudi vsi imamo mogoče kakšen moment nepazljivosti in slab dan in ne vem kaj, ne, in tlej bi bilo ful lepo, če bi en za drugega skrbeli, ne. Da, če imam jaz slab dan, da ga pa mogoče ti nimaš. Pa tudi telefoni, ne? To pa sploh, ja. To pa sploh, no, to pa sem eno izkušnjo videla,
ki me je presekala, res. Je šel, mislim, sicer je bil skuter, ampak vseeno, ne? Ja. In je neka ženska zapeljala in ga je počela in on v bistvu pade in ona sam še mesič dokonča in stopi ven, ne? In jaz sem sicer na drugi strani in jaz sem bila v šoku. Nič mu ni bilo, hvala Bogu, fantu. Ampak ta moment me je tako, kam smo mi prišli? Grozno. A ni grozno? To si pa sploh ne bi mislil. Tako, mislim, kapil kar. Ampak pustimo, vsi smo ljudje, vsi delamo napake. Ja, vem, sam, okej. Ampak ja, pač super je se voziti po cestah, kjer ni nobenega. Strinjam se, definitivno. Še to. Še ena stvar je pa tudi zelo očitna, da motoristi dostikrat tudi objektivno gledano ne znajo dobro voziti. Ja, to se jaz strinjam, tudi sem zase rekla Seveda, takoj. ja. A ne? Ampak Ja, meni se zdi, da smo zelo tako, ko se sezona začne, mi hočemo takoj, gremo in potem se usedemo in se malo peljemo. Ne? Po mojem bi mogli vsi najprej na parkirišče ali pa nazaj na poligon, kjer smo delali spit in še enkrat skozi to, prva stvar. Druga stvar, ja, mogoče zbirati take prostore, kjer ti dejansko lahko te svoje skillse malo zvadaš, da se ti spomniš, da se telo spomni. Ne? Ampak ti si dejansko v bistvu se odločila, da boš ravnala odgovorno, pa tudi recimo AVP poudarja to non-stop, vsi inštruktorji to poudarjajo, pa na Triglavu poudarjajo, ampak dejansko se pa dostikrat ne prime. Imamo vsako leto tiste pompozne naslove, kaj se je spet zgodilo. Ja. A imaš kakšen trik? Kako bi v bistvu tako, kakšen marketinško idejo, kako bi dejansko prepričali ljudi? Ja, sej, na koga bomo pa pazili, če ne nase, ne? Jaz mislim, da je šlo človeštvo, že prej so govorili o tem, zelo egoistično smer. Meni jasno, kako ne mislimo na sebe, pa naredimo to zase. Tako, sej enostavno. A je to problem tega ega? Da jaz sem mogočen predobro mnenje o sebi, ali kaj? Ego, neka mogoče euforija, želja, hiter, impulzi. Danes so, vse veš, če ne dobimo takoj nekaj adrenalina, pa takoj nekaj, kar hočem, zakaj bom se zdaj drajsal tam eno uro po parkirišču, če lahko grem na pir tamle, brezalkoholni. Ne vem, tle mislim, da gre veliko za to dejansko psihologijo ljudi in svet, ki se razvija pač malo v napačno smer tudi tle. To neko zavedanje tega, da jutri je lahko vsega konca. Ne? Malo bolj mogoče hvaležni za momente, da sploh lahko se usedeš pa se peleš, ne? Da sploh imaš to možnost. To je velika stvar. To ni samoumevno, ne vsem. In super je, če ti lahko uživaš v stvarih, da te ni strah, recimo, ne? Ker recimo mene je strah, če ne znam dovolj dobro nekaj, in to isto. Veliko tvegamo s tem. Ok, se strinjam s tabo. Sem dostikrat je pri motorju tudi pomislila, veš, rebel, ne? In dejansko sem zraven pa tudi paše malo tisto neodgovorno izzivanje, adrenalin in tako naprej. In na motorju preprosto te to zagrabi, nimaš kaj. Ja, mogoče smo tudi ljudje, ki si zbiramo motorizem, pa to taki karakteri, ki imamo malo tega hudiča v sebi. Ja. In tle je neko čiščenje frustracij. Pride ven in jaz recimo zase vem, jezna na motor, boh ne daj Zupančič, v garaž bo stal. Sem že to naredila, ni dobro, ne. Tako da tle je mogoče neka samorefleksija zelo pomembna, tako čist notranja samorefleksija, kdaj dejansko se pa ti usedeš na ta motor. Ampak ja, to je stvar posameznika, zdaj mi tle rešila sveta. Ja, se strinjam, da ne. Sploh zaradi tega, ker se meni zdi, da mogoče kakšni pa sebe niti nimajo tako zelo radi, da bi jih to ustavila, ne. Ampak vsak se odloča zase, ne, se tle je pa tudi to. Ampak ja, pač vsi smo mogoče malo uporniki, tako kot si rekel. Pa nas tudi to malo drajva, ne, na nek način. Zdaj,
jaz mislim, da zdrava mera pa ravnovesje je tudi tle zelo dobrodošla. Strinjam se. Kaj postava pika ali kako? Ja, lahko! Zato so se v bistvu zelo lepo zaključila. Sicer so malo preveč črnogledo zaključila, ampak ok, no, Pismo, ja, malo sva šla. Mislim, imaš kakšno barvo mogoče za zaključiti. Pismo, kvabi, ja. Ti si zelo barvita, si rekla, ne? Kako bi v pozitivo zapeljala. Ja. Eno tako zaključno. Mislim, zame je motorizem zelo klišejsko, bom rekla, pač nek del svobodnega življenja. Vidim ga pa tako zelo prhutavo, tako kot vse te svoje dizajne in vse, kar res počnem. Pač moraš biti prisoten v trenutku, kar pomeni, da se držiš neke baze, ampak vse ostalo, čustva, energija, narava, vse, kar je okoli tebe, pa plapola. Strinjam se. Ne bo dala ene pike, ampak 3 pikce. 3 pikce, ja, kaj je v bistvu plapolanje. Let it flow. Tako da. Okay. Hvala ti za ta pogovor. Enako, hvala lepa.